dan, dobrodošli v podcastu Moč politike. Danes je z nami namestnica predsednice Komisije za preprečevanje korupcije Tina Divjak. Beseda bo tekla o potrebnosti ustanovitve specializirane tožilske enote za pregon korupcije SKOK. Vprašanje je, če jo Slovenija potrebuje in ali bi bilo bolj smotrno popraviti obstoječi sistem pregona in preprečevanja korupcije. Nova vlada je namreč boj proti korupciji postavila visoko na seznam prednostnih nalog. Dober dan, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Če začneva pri SKOK-u, kakšne so vaše informacije, kako daleč je priprava zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranja kriminala, krajše zakona o SKOK-u? So vas morda snovalci zakona kontaktirali in zaprosili za kakšno mnenje? Mi kot temeljna edina institucija za preprečevanje korupcije v Sloveniji imamo popolnoma iste informacije, kot jih imate vi oziroma javnost, kar smo lahko slišali preko medijev od različnih predstavnikov različnih strank koalicije, predvsem od demokratov do zdaj. Nismo bili vključeni, noben nas ni kontaktiral. Bi pa mogoče rekla, glede na to, da je veliko nekih različnih informacij, ki se spreminjajo, da pa morda tukaj vendarle gre za znan slovenski pregovor, nobena juha se ne poje tako vroča, ko se skuha, kajti na začetku, ko se je formirala vlada, smo bili dnevno soočeni s tem, zakon se piše, vložen bo, ko bo imenovana vlada, šlo bo zelo hitro, v enem tednu, vse je bilo v neki hektiki. To je način, absolutno nepravilen način priprave zakona. Na hitro, v neki tajnosti, ne ve se, kdo ga piše. Mislim, da je zelo pomembno izpostaviti, ljudje so poslance se izvolili za to, da skrbijo za državo. Zaupali so jim našo državo v varstvo in skrb. Poslanci so izvolili vlado, se pravi predsednika vlade in ministre. Vsi ti ljudje na funkcijah morajo za državo skrbeti približno tako, kot se skrbi za družino. Se pravi, zadeve je treba analizirati, premišljeno se lotevati stvari, vedeti, kje so težave. Sploh tukaj, ko govorimo o SKOK-u, o pregonu, preprečevanju, preiskovanju korupcije, to je zelo široko polje, veliko različnih organov. Se pravi, treba je vedeti, kje so problemi, kaj bomo naslavljali. Morda še tole, zakaj tako pomemben zakon po vaši nastaja v tajnosti? Se predlagatelji, snovatelji zakona bojijo stroke? Upam, da ne. Tukaj bi rekla predvsem za to hektiko oziroma da je šlo za hektiko, za nek pokazatelj učinkovitosti. Izvolili ste nas, obljubili smo, hitro bomo nekaj naredili, ampak dejstvo je, in tudi recimo OECD zelo opozarja na to, da pač varno poslovno okolje potrebuje premišljene zakone. Preden začneš zakon pisati, moraš vedeti, kje so problemi, kaj je treba dejansko prijeti, zato da se z zakonom rešujejo pravi problemi. Da se nam ne zgodi še en Šutarjev zakon, naprimer. Če se spomnite, ko je bil Šutarjev zakon spisan, je bilo veliko besed o tem, vse to že obstaja, torej ne potrebujemo novega zakona. In zdaj, če ne bomo prijeli pravih problemov, a so to kadri, komunikacija, finance, ne vem, ni bilo analize, nismo bili vključeni, nismo seznanjeni, ampak samo zato, da če naredimo neko novo ogrodje, ne pomeni, da bo kaj drugače. Se pravi, če tekočino naliješ v drugo flašo, to je še vedno ista tekočina. Drži. Predlagatelji zakona trdijo, da naj bi dva ločena stebra preventive in pregone korupcije pod eno streho prinesla večjo učinkovitost. SKOK naj bi po dozdajšnjih informacijah predvideval ločena stebra preventive in pregona korupcije, v katerih tožilstvo izvaja pregon, KPK pa preventivo. Vas to prepriča? Poznavajoč vse mednarodne dokumente, mednarodno prakso, kako delajo druge države, nas to vsekakor ne prepriča. Govorimo, prvotna ideja je bila, združimo, se pravi KPK, tožilstvo in policijo, delno pač v delu korupcije pod isto streho. Govorimo o organu 3 v 1. Takšen organ v Evropski uniji ne obstaja. Verjetno je razlog za to, zakaj nobena država nima vseh 3 stebrov
pod isto streho. Obstajajo primeri, recimo Romunija, Norveška, ki jo je tudi dr. Avbelj omenjal, kjer sta policija in tožilstvo združena, ampak ni zraven preprečevanja. Zelo pomembno je tudi to, da vse mednarodne organizacije, predvsem tukaj GRECO, ki je ena temeljnih organizacij za preprečevanje oziroma za boj proti korupciji, opozarjajo na pomembnost preventive, se pravi preprečevanja. Če želimo zmanjšati korupcijo, moramo vlagati v preventivo, kajti kurativa je premalo. Korupcija je ena izmed tistih kaznivih dejanj, ki jih je najtežje preganjati, kajti tukaj nimaš vidne žrtve. Žrtev je v bistvu družba, ki zaradi tega dobi manj storitev, slabše storitve, manj javnega zdravstva, manj javnega šolstva, ker denar odteka v zasebne žepe. Ampak ni pa neposredne žrtve kot pri prometni nesreči, ker nekdo leži, ali pa pri umoru, pri tatvini. Nimamo tega oškodovanca, ki bi se boril. Vedno potrebujemo prijavitelja, nekoga, ki najprej prijavi, zato da se potem lahko začne zadeva preiskovati. Tukaj imaš pa v bistvu stranke, kjer vsaka nekaj pridobi. Se pravi, win-win situacija, doben dejansko nima interesa. Je pa seveda na odgovornost na tisti, ki pa so nekako po nedolžnem zdravem, največkrat so to javni uslužbenci, ki morajo kaj pripravljati. Oni so tisti, ki nosijo to odgovornost do javnega interesa in bi morali take zadeve množičneje prijavljati. S temi napovedanimi spremembami, ne vemo, če bodo šle v to smer, boj proti korupciji odmika od mednarodnih priporočil, namreč Evropska direktiva zahteva obstoj ločenih neodvisnih organov za preprečevanje korupcije in za pregon kaznivih dejanj. Gre tukaj za odmik? V vsakem primeru gre za znižanje standardov, ki jih v Sloveniji imamo. V Sloveniji imamo trenutno samostojne, neodvisne institucije za preprečevanje korupcije, se pravi KPK, imamo specializirano državno tožilstvo, imamo nacionalni preiskovalni urad. Evropska protikorupcijska direktiva je pravkar začela veljati, govori o operativno neodvisnem organu. To ne pomeni, da mora nujno biti samostojen organ, mora pa biti organ neodvisen na način, da ima dovolj kadrov, dovolj financ in dovolj pristojnosti in pa moč odločanja, da se notranja organizacijska enota ali karkoli bi to že bilo, samostojno odloča, kako bo ravnala z postopki, kaj bo obravnavala, kakšen bo njen delokrog, kakšne sistemske analize bo delala, priporočila in podobno. Tako da bi bilo zelo potrebno razmisliti, če bi to že bilo del skoka, kako to uskladiti z Evropsko direktivo. Dejstvo pa je, da mi, se pravi ureditev, ki je popolnoma skladna z vsem tem, že imamo. Evropsko sodišče je že večkrat reklo, da je po sprejetju neke direktive absolutno prepovedano zniževati standarde na področju pravne države, varstva socialnih pravic in podobno. Mi bi pa delali točno to. Direktiva je bila sprejeta, mi pa pravzaprav znižujemo standarde. Pa tukaj ne gre samo za direktivo, gre seveda tudi za vprašanje ustavnosti takšne ureditve, ker vendarle Slovenija je pravna država, velja sistem nadzor in ravnovesij. KPK je pristojna, da nadzoruje funkcionarje, se pravi tako poslance, ministre, tožilce, sodnike, glede premoženjskega stanja, daril in podobno. Kako torej to urediti, da ne bomo rahljali sistema zavor in ravnovesij. In tukaj se mi zdi zelo pomembno tudi, kar je pravosodni minister Zupančič rekel, kakršenkoli zakon že bo, mora biti ustavno pravno skladen. Tukaj imam prebral mnenje predsednice države Nataše Pirc Musar, ki se sprašuje, kaj danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati. Citiram, če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro. Delite njeno mnenje? Absolutno. Bi pa razčlenila to mogoče na dva dela. Ta prvi del, o katerem predsednica govori, je ravno ta analiza, o čemer sem govorila. Če povem zelo po domače, ko doma ropota pralni stroj, pokličemo serviserja. Serviser najprej pralni stroj pogleda in potem reče, pokvarilo se je to in to, nov del stane toliko, nov pralni stroj stane toliko, da se potem lahko odločiš, a boš zamenjal rezervni del ali boš kupil nov pralni stroj. In tukaj ta del pravzaprav manjka. Drži,
mi pravne podlage imamo. Imamo uredbo, ki določa način izmenjave informacij med vsemi tremi organi. Zakaj recimo zadeva, ne bom rekla, da ne deluje, ampak zakaj bi lahko, je mogoče manj učinkovita, kot bi lahko bila, torej je potrebno pogledati, ali gre za kadre, ali gre za finance, ali gre mogoče za kaj drugega. Ker če narediš samo pač novi okvir, brez da okrepiš kadre, brez da okrepiš finance, mogoče pristojnosti, način delovanja, se zadeva ne bo spremenila. Drugi del glede ukinjanja institucije, se pa absolutno seveda strinjam, mnogi so primeri tudi v evropskih državah ukinitve tovrstnih institucij, recimo na Slovaškem je predsednik Fič ukinil urad za zaščito prijaviteljev in je Evropska komisija zelo hitro odreagirala z tako imenovanim infringement postopkom, se pravi presoje skladnosti z EU pravilih. Enako je naredil Orban z madžarskim KPK-jem, da tako rečem, je sicer potem pod pritiskom Evropske unije naredil neko novo institucijo, vendar pa je treba vedeti, da tudi sama ukinitev ni edini način onemogočanja institucije. KPK je neodvisna državna institucija, ampak naš finančni načrt, naš kadrovski načrt pa seveda gre preko vlade in finance seveda preko proračuna, preko parlamenta. Tako da tudi, če KPK ne bo del skoka, torej če obstane kot neodvisna institucija, lahko rečem, da globoko upam, da glede na to, na zavezo vseh strank koalicije za okrepljen boj proti korupciji, da bodo okrepili tudi KPK, okrepili kadre, okrepili naše recimo investicije, predvsem tukaj govorimo o nadgradnji Erarja, recimo, da bi bil še transparentnejši, širši, globji, kot je že, sicer nudi množico različnih informacij, da ne bi tukaj slučajno prišlo do pritiskov na delovanje na institucije z zmanjšanjem financ, recimo. Pa takole, imate kak načrt, koliko kadrov približno več bi potrebovala KPK in kateri profili morda? KPK trenutno operira z 50 zaposlenimi. V okviru sedanjih pristojnosti, če se ne bi recimo, okrepile, še kaj razširilo, bi rekli, da bi za bolj učinkovito delovanje potrebovali vsaj še 10 dodatnih kadrov, predvsem pa tukaj vidimo veliko potrebo po IT-ovcih, se pravi, in pa po analitikih podatkov, kajti za razliko od drugih držav, večjih drugih držav, mi razpolagamo z ogromnimi količinami podatkov, ki jih pridobimo ravno z izvajanjem zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, z Erarjem in podobno, ampak to so takšne količine podatkov, da bi potrebovali ljudi, ki bi te podatke analizirali ne samo v okviru tekočih preiskav, ki jih imamo, ker seveda mi, ko imamo odprto preiskavo, zadeve pregledamo, vendar pa zato, da bi lahko sledili denarju, če želite, da bi lahko risali črtice, mreže in podobno, zato to je pa čist drugi profil, kot ga imamo sedaj imamo pravnike, varstvoslovce, ekonomiste, vse, kar potrebujemo v bistvu za te standardne preiskave, ampak da bi pa delali zgodbe iz podatkov, to je pa nekaj, kar nam ta trenutek še manjka. Okay. Morda še za zaključek tega dela, kaj pomeni z vidika preventive korupcije, če KPK ne bi bila več samostojen organ? KPK trenutno seveda izvaja različne preiskave. Kaj pravzaprav KPK dela? Seveda, preprečujemo korupcijo, to pove že naše ime, ampak mi nadzorujemo izvajanje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Gre za pravila, ki v resnici preprečujejo skušnjavo, da bi do korupcije sploh prišlo. O posameznih institutih bova govorila kasneje, ampak mogoče se zdaj dotaknem nasprotja interesov. Kolikokrat se je vam ali pa kakšnemu vašemu sorodniku, prijatelju zgodilo, da je rekel, sem se prijavil za neko službo, mislim, da sem bil daleč najbolj usposobljen, ampak službo je pa dobila sestra od direktorja. To so kar ponarodele zgodbe. To pač je nekaj zelo pogostega. To je tipičen primer tega,
kaj KPK nadzoruje in preprečuje v javnih institucijah. Skratka, postopki morajo biti transparentni, enaki za vse. Zakaj? Zato, da so zbrani najboljši kadri, zato, da so izvajane najboljše storitve, ne pa tisti kadri, ki mogoče niso najboljši, so pa v sorodu ali pa pač osebno povezani. Ob tem je pa ta naš preventivni del zelo pomemben pri zagotavljanju skladnosti delovanja vseh institucij. Vsaka institucija mora imeti načrt integritete. Se pravi, vsaka javna institucija mora pogledati, kje so pri njihovih postopkih nevarnosti tveganja za nastanek korupcije. Recimo tudi vsak center za socialno delo ali vsaka upravna enota. Slišali smo zgodbe upravna enota Ljubljana, Kranj pred časom z gradbenimi dovoljenji in končno sta tudi ti dve upravni enoti ugotovile, da morata resnično pogledati postopke, kako tečejo, izvajati ta neki quality control, da so postopki resnično izvedeni zakonito, kajti zakoni so jasni, določeni postopki so določeni, ampak zakone izvajajo ljudje. Lahko pride do napak, namernih, nenamernih, do sistemskih anomalij in institucije se morajo s tem ukvarjati ravno zato, ker smo vsi skupaj v javnem sektorju plačani za to, da delamo v dobro državljanom. Hkrati izdajamo recimo sistemska priporočila o velikih infrastrukturnih projektih, naprimer sedaj delamo priporočila, kako zmanjšati nasprotje interesov in povečati transparentnost zakonodajnega postopka, pripravljamo priporočila o financiranju političnih strank, kajti zakonodaja je tukaj absolutno premalo določena. Naprimer, če KPK ne bi bila samostojna, če bi torej nad vodjem te enote KPK je znotraj Skoka bdel še nekdo, je to direktor Skoka, kot rečeno, nimamo informacij, ne vemo, kakšen bo ustroj, bi se lahko zgodilo, da recimo zdaj tipičen primer financiranja političnih strank, da bi nekdo nad vodjem KPK je rekel, ne, s tem se pa pač vi ne boste. Tukaj govorimo predvsem o tem obvodnem financiranju političnih strank, ki smo jim bili priča v preteklosti. Tudi nedavno. Da, tukaj gre za več različnih, pravzaprav povezanih zgodb. Nekaj je sigurno tega obvodnega financiranja, gre za zadevo, s katero se je pač ukvarjala preiskovalna komisija Državnega zbora v prejšnjem mandatu in nam je pač poslala vse te dokumente. Hkrati je pa decembra na srečanju držav pogodbenic konvencije proti korupciji bila sprejeta posebna resolucija o financiranju političnih strank in to v bistvu zdaj pravzaprav primerjamo. Našo obstoječo zakonodajo, kaj določa resolucija, kaj imajo druge države. Recimo, če povem primer, nekatere države, naprimer, omejujejo navzgor višino donacij, ki jih lahko član stranke da stranki. Zakaj? Ravno z namenom zmanjševanja obvodov, ne? Da ne bi recimo državno podjetje financiralo neko drugo podjetje, to podjetje bi plačalo storitev članu stranke in on potem da donacijo politični stranki. To je eden izmed obvodov, ker na relaciji financiranja politične stranke je samo donacija, ki je čista. Ne, in izgubi se v bistvu ta finančni tok. Če pa, na primer, omejiš, tako kot ima Estonija, na neko višino sredstev, ker vseh finančnih transakcij ne moreš poloviti, ker gre za veliko korakov vmes, ampak če vse ti omejiš višino donacije, pa vse znižaš višino teh potencialno spornih sredstev, ki pa niso nujno vsa sporna. Dajem samo pač en primer. Greva k aferi Black Cube, v kateri je bilo slišati zmontirane pogovore, kjer je osrednja tema domnevna korupcija v državi. Kaj razberete iz vsebine prisluhov izraelskih obveščevalcev, seveda v povezavi z korupcijo v državi? KPK se seveda ukvarja z vsebino teh objavljenih posnetkov v delu naših institutov, se pravi v delu lobiranja, potencialne kršitve integritete. Trenutno smo še vedno v komunikaciji z policijo, kajti prvi korak seveda je ugotoviti pristnost posnetkov na način, da se ugotovi, koliko je bilo dejansko ali ni bilo ali kakorkoli to zmontirano.
ker trenutno še ne vemo, ali je vsebina resnično točno taka, kot je bila javno objavljena, ampak recimo, da se ugotovi, da so pač vse te besede bile izrečene, bo KPK to preiskal v okviru svojih pristojnosti. Te pa so? Kot rečeno, kar smo zaznali in kar je trenutno v preverjanju, ali je nekaj na tem, so recimo določene kršitve določb lobiranja in pa kršitev integritete v smislu vplivanja na nadzornike družb v državni lasti za določene menjave in podobno. Vendar pa seveda ob tej komunikaciji z policijo, pač vsi vemo, da pri tem tako imenovani aferi Black Loop imamo seveda dve različni težavi. Eno je pač vsebina teh posnetkov, drugi pa način, kako so bili ti posnetki pridobljeni. Mi se seveda s tem drugim delom ukvarjamo, je pa seveda za naš del izredno pomembno, da se razrešijo tudi ta prva vprašanja. V Sloveniji naj bi bila ocenjena vrednost koruptivnih dejanj nekje 3,5 milijarde evrov. To je denimo dvakrat več, kot znaša proračunski primanjkljaj trenutno. Skratka, kako realna je ta številka 3,5 milijarde? Težko je oceniti, je edina številka, s katero pač vsi operiramo, gre pač za neko... Politiki se radi na njo sklicujejo. Tako, res je. Gre v bistvu za neko oceno, ki temelji na metodologiji Evropskega parlamenta. Je seveda to ogromen znesek, kar je pa treba pravzaprav razumeti je. Te 3,5 milijarde ne vključujejo samo tako imenovanih modrih kuvert, se pravi klasičnega podkupovanja, klasične korupcije, usluga za uslugo, vsebujejo še marsikaj drugega. Gre v bistvu za celoten spekter izgube denarja zaradi sistemskih anomalij, recimo prirejenih javnih razpisov, to smo že prej omenila, zaposlitve, javna naročila, preplačani projekti, ne, se pravi, da se za nek projekt plača več, kot je dejansko vreden. Kartelni dogovori, ko se podjetja na trgu dogovorijo ti imaš ta del, ti se boš na to prijavil, cena bo taka. Potem so to neke skrite ugodnosti, financiranje dragih potovanj, recimo, pa nepotizem, klientelizem, se pravi, zelo širok spekter in večino od tega so v bistvu stvari, z katerimi se ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Kaj torej to pomeni? Pomeni, da mi moramo vse te točke nasloviti, okrepiti organe preprečevanja, preiskovanja, pregona korupcije, zato da bomo izboljšali tudi postopke v javnih institucijah. Tukaj ne gre samo za to, da pač si delimo denar pod mizo. Skratka, ne gre za to, da ti pač ustanoviš nek organ, ki bo bolj aktiven morda bolj aktiven pri pregonu korupcijskih dejanj, ampak tudi, če bi bil 100% uspešen, mi teh 3,5 milijarde ne bi polovili. Pri čemer pa je tudi treba vedeti, nobena družba ni imuna za korupcijo. Korupcije ne bomo nikoli 100% izkoreninili. Pač vsi smo krvavi pod kožo, skušnjava je huda reč. Tudi recimo skandinavske države, ki so precej pred nami, seveda imajo vsake toliko kakšne korupcijske škandale, ampak ukrepimo institucije, zato da bojo lahko učinkovite delali. Kako pa komentirate nedavno izjavo bivšega državnega sekretarja Volka, ki je dejal, da naša policija, naše tožilstvo, naši organi pregona, nažalost pri pregonu korupcije niso dovolj uspešni, pa potem pravi, da korupcija v naši državi je velika, pritok umazanega denarja iz Balkana je kolikor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko. Takšne izjave so izredno nevarne. Gre za zbujanje v bistvu neke panike in slikanje zelo neke črne slike. Pač ljudje, ki so prevzeli funkcijo, prišli na nek položaj
nosijo odgovornost do javnosti, do javne besede. Izredno pomembno je ne samo, da seveda delajo zakonito, spoštujejo zakone, ampak da vse, kar počnejo informirano. Se pravi, da imajo podatke za to in da dajo neko realno sliko, ker to pa samo prispeva k tej neki fami, korupcija je povsod, ko pa pač vprašaš ljudi, pa si ti kdaj sodeloval si komu kdaj kaj ponudil, ali ne vem, si preskočil vrste, si ne vem, te kdo službo zrihtal, ne, to pa ne. Se mi zdi, da če bi imeli tako kot pri Harryju Potterju napoj resnice in pol bi vseh 2 milijona prebivalcev vprašali, ali so kdaj sodelovali, to bi bila dejanska slika. Takšne neke napovedi pa v bistvu ne prispevajo pravzaprav k ničemer in bi morali funkcionarji biti veliko bolj previdni pri svojih sodbah, tako stanja v državi, kot tega, kaj se je dejansko dogajalo, če recimo se še na kratko dotaknem teh polemik o podkupovanju, lobiranju, pritiskih na določene poslance trenutnega sklica parlamenta. Ja, ta poslanec. No, kaj si o tem menite? Mislite, omenjale so se celo 6-7 milijonske cifre pri podkupovanju poslancev v resnici, ampak zaenkrat ni bilo prezentiranih nobenih dokazov, razen samo nekih deponiranih izjav, ker pa vemo, kakšna je cena teh izjav pri tej stranki. Pustimo tole, kako gledate na tole, na to vrstne izjave? Ravno to, kar sem prej omenila, odgovornost javne besede. Integriteta pomeni v prvi vrsti poštenost in odgovornost. Do svojih napak in odgovornost do drugih in poštenega ravnanja. Če so se dogajale te stvari, kolikor vem, karkoli so že imeli, izjave še karkoli drugega predali Nacionalnemu preiskovalnemu uradu, na njih je, da se to razišče. Če pa je prišlo do kakršnega koli političnega napihovanja, bom temu rekla, dejanskega dogajanja, je pa to izredno nevarno. Vsi funkcionarji, tudi poslanci, morajo biti zelo previdni, ne samo kaj govorijo na sejah, kaj govorijo na družbenih omrežjih, besede imajo lahko negativne posledice, kot smo videli. Podobno kot smo govorili pri prejšnjem vprašanju, bivšega sekretarja. Ja. Kot ste menili, seveda, transparentnost se najprej začne, rečemo, pri funkcionarjih, zato bi vprašal, kako gre funkcionarjem od rok poročanje o njihovem premoženju. Vemo, da zakon nalaga, da morajo vsi novi imenovani funkcionarji po nastopu nove funkcije oziroma mandata poročati o celotnem premoženjskem stanju. So poslanci novega sklica Državnega zbora že prijavili svoje premoženje, kako jim gre to od rok? Najprej za uvod, kaj je premoženjsko stanje in zakaj je pomembno. Pač vsi funkcionarji, osebe na položaju, morajo komisiji, kot ste rekli, prijaviti celotno premoženjsko stanje. V prvi vrsti gre seveda za transparentnost. V drugi vrsti pa seveda za to, da komisija lahko preverja, koliko se je v času mandata to premoženje recimo neupravičeno povečalo. V letošnjem letu bomo tako recimo preverili začetno in končno premoženjsko stanje ministrov in predsednika vlade prejšnje vlade, primerjali z njihovim, se pravi, začetnim stanjem, daš noter plačo, vse, kar pač so imeli na začetnem stanju, obresti, dividende, ne vem, karkoli, in videli, ali je mogoče pri katerem prišlo do nekega, bom rekla, sumljivega povečanja. Če bi to ugotovili, potem pač komisija to preda drugim organom naprej, ampak mi smo tisti prva ribiška mreža, recimo temu, in zato je v bistvu prijava premoženjskega stanja izredno pomembna. Ne samo, ker gre seveda za zakon to pač določa, in če zakon določa dolžnost, pač poslanci se morajo tega držati, ampak zato, ker ima pač to druge implikacije. Skratka, poslanci imajo 30 dni za to, da prijavijo svoje premoženjsko stanje. Ta rok se je iztekel 11. maja. Do 5. junija ni poročalo 28 poslancev. Se pravi, ena tretjina poslancev še ni poročala. Recimo zanimiva statistika, številčno prednjačijo poslanci ene stranke,
in to je 17... Lahko poveste, katere? Ne bom govorila o imenih, lahko govorimo o političnih strankah in statistiki. Se pravi, 17 poslancev SDS ni poročalo. Imamo politično stranko, ki ima 100% uspešnost, da tako to imenujem, se pravi, vsi poslanci so poročali, to so poslanci stranke Resnica. Aha. Kar je pa zanimivo v tej statistiki je tudi to, da imamo 3 bivše ministre, ki so zdaj poslanci in še niso poročali, in imamo stranko, katere boj proti korupciji je temelj njenega političnega programa in ima 50% spoštovanje zakona, se pravi 3 od 6 poslancev demokratov so poročali premoženjsko Kako si stanje. to razlagate, oziroma kako so navedli kakšne razloge, zakaj ne poročajo? Verjetno ne gre za kolektivno nemarnost oziroma nepazljivost. Zdaj, o nepazljivosti bi težko govorili. Najprej je to ko prevzameš funkcijo, vsi so imeli, mislim, da več kot 3 tedne časa od tega, ko so dobili informacijo, da so postali poslanci do bistvu prvega sklica parlamenta in v tem času bi si seveda že sami po lastni integriteti, iz lastne odgovornosti morali že svoje dolžnosti prebrati, ob tem jim... Večina tudi starih poslancev, ne, v tej največji... To je seveda druga zgodba, ampak da. V vsakem sklicu parlamenta sekretariat Državnega zbora pripravi tako imenovani paket dobrodošlice, kjer so zelo natančno opisani vse njihove pravice in hkrati seveda tudi obveznosti. V tem paketu dobrodošlice je bila tudi posebna, bom rekla temu, brošura od KPK-ja z vsemi njihovimi obveznosti, plus, da smo vsem poslancem poslali QR-kodo na mail, do naše spletne strani, kjer v bistvu kliknejo na zavihek poslanci, kjer zelo natančno piše, v 30 dneh morate preveriti premoženjsko stanje, morate odpraviti nezdružljivost funkcij in morate Državnemu zboru javiti omejitve poslovanja, se pravi vsa podjetja, v katerih imate lastniški delež oziroma ste ustanovitelji in imajo lastniški delež morda vaši družinski člani. To je seveda jasno, zato ne moremo govoriti o nemarnosti. Težko bi za poslance, ki nam postavljajo, ki celotni Sloveniji postavljajo pravila, odpustili nespoštovanje zakona. Vsaj sama na to zelo težko pristanem. Kakšne so pa sankcije tukaj v primeru, ker tu očitno je neko kršenje, ta neprijava premoženja? Tukaj je najprej prekrškovni postopek, v okviru katerega poslance, te, ki še niso poročali, pozovemo k oddaji premoženjskega stanja in tistih ki bodo zdaj po pozivu oddali, se prekrškovni postopek običajno konča z opominom, ker so vendarle oddali. Če pa ne, pa lahko potem sledi globa in pa tudi zmanjšanje plače oziroma nadomestila, če gre za bivše poslance, ker tudi ob koncu funkcije moraš odjaviti, tako rečemo, premoženjsko stanje, se pravi ponovno vse naštet, kar imaš. Se pravi, in potem to zmanjšana plača traja, dokler se zadeva ne sanira. Upamo, da te besede pridejo do naslovljenih, da bodo skladni z zakonom. Zdaj, če gremo naprej, precej se KPK ukvarjala z bivšim premierjem, oziroma tudi vice versa, bivši premier z KPK-jem. V javnosti so močno odmevali zadevi Bobnar in Karigador. Pa če sva postaneva pri slednji, KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri bivšem premierju Goloba v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kaj lahko poveste o tem primeru? Gre v bistvu za postopek, v katerem se preverja nasprotje interesov ob glasovanju na vladi za Tomaža Subotiča za imenovanje v svete zavodov različnih slovenskih bolnišnic. Tukaj torej ni sporen Karigador, se pravi to počitnikovanje, ampak ravno to, kar smo danes že večkrat omenila, da zakon prepoveduje, da recimo glasuješ za nekoga, z katerim si tako zelo blizu.
Prejeli smo izjasnitev, mi rečemo temu obravnavane osebe oziroma njegovega pooblaščenca. Mislim, da je prišla ravno danes, tako da zdaj bomo to preučili in glede na navedbe v izjasnitvi sprejeli pač ali končno odločitev odpravili, šli še v izvajanje dodatnih dokazov. To je pač odvisno od tega, kar piše v izjasnitvi. Je pa ta seveda postopek, ki se za recimo temo za nasprotje interesov vleče zelo, zelo dolgo, ker ponavadi so ti postopki nasprotja interesov veliko hitreje končani, ampak tukaj se je komisija soočala z velikim številom različnih procesnih zahtevkov, od množice zahtevkov za izločitev funkcionarjev, javnih uslužbencev, do vseh tožb za vpogled v spis. Veliko je bilo. S takšno aktivnostjo ste še niste nikoli do zdaj soočili? Mislim sicer z tako intenzivno, z intenzivnim, sploh na nasprotje interesov, nikakor ne. Smo pa vendar le tekom celotnega lanskega leta opazili, kako bi temu rekla, povečane aktivnosti odvetnikov v obrambi svojih strank, se pravi ne samo bivšega predsednika vlade, tudi drugih. Je to bil nek primer precedent, ki je pač nakazal, kaj lahko naredi preiskovanec vizavi komisiji? Ker tudi lani smo se prvič srečali z tožbami proti ugotovitvam, v katerih nismo ugotovili kršitve, to se še ni zgodilo. Imamo tožbo na sodišču proti naši pobudi, recimo, tako da je bilo neko obdobje, kjer je bila šala pač nov dan, nova tožba. In je bil že nek občutek resničnega pritiska. Vem, da seveda javna institucija ne more biti žrtev slepa, se pravi teh strateških tožb, ki so namenjene utišanju novinarjev. Recimo, ne, mi smo javna institucija, ampak modus operandi je bil pa zelo podoben. In morda se mi zdi tukaj pri teh vseh procesnih zadevah, s katerimi se srečujemo vedno bolj. Na eni strani to kaže seveda na pomen vloge komisije. Končno so ljudje, javnost začeli odločitve komisije jemati resno. Odločitev nekaj pomeni, ima tudi posledice. Lahko finančne, lahko pa tudi kakšne druge, recimo sploh pri kršitvi integritete. Ker oseba, ki ima kršitev integritete, ne more postati član uprave SDH-ja, nadzorni svet, ne more biti član nadzornega sveta SDH-ja ali družbe državne lasti. Ne more biti ravnatelj, ne more biti direktor ali član sveta zdravstvenega zavoda, in zato je tudi verjetno zaradi tega, in kar je prav, mi smo si želeli tudi, da bi v zakonu o funkcionarjih bilo določeno, da če ima oseba pravnomočno kršitev integritete, nek določen čas, recimo 5 let, ne more biti imenovani funkcionar, ampak seveda poslanci tega niso sprejeli. Bi pa, kar se tiče mogoče teh procesnih zahtevkov, vendarle na kratko prebrala, se mi zdi zelo pomembno, del govora magistra Zakonška, letošnjega nagrajenca Odvetniške zbornice, ki govori o poslanstvu ali pa o nalogah odvetnikov. Občutek imam, da preveč odvetnikov in odvetnic razume svoje delo kot borbo, v kateri je treba absolutno zmagati, pri čemer sta nasprotna stranka in njen pooblaščenec sovražnika. Predvsem pa, ali res brezkompromisna borba za pravico svoje stranke nima meja. Pri tem seveda ne mislim na nezakonita ravnanja, temveč na ravnanja, ki so nepotrebna in predvsem škodljiva za nasprotno stranko. Na primer, neutemeljene tožbe, katerih namen je le škodovati, neutemeljene izvršbe, kazenske ovadbe brez dejanske podlage, nepotrebna pravna sredstva in še bi lahko naštevali. Gre za ravnanja, ki jih je mogoče označiti za zlorabo prava. Če smo iskreni, pravica in resnica naših strank v bistvu ne zanimata. Zanimata jih le njihov interes in korist, ne glede na to, kakšne negativne posledice imata za druge, tudi za širšo družbeno skupnost. Ali res interes stranke opravičuje vsa naša ravnanja, ne glede na posledice? Zelo povedno. Tako je. Morda še tole, prav tako je odmevala zadeva Bobnar. Kaj ste se kot KPK naučili zadeve Bobnar, v kateri je KPK ugotovila kršitev integritete Goloba, ki zdaj odločitev KPK izpodbija na sodišču?
Če se malo pošalim, vsekakor smo se naučili to, da je treba ZNTPK v procesnem delu spremeniti, da bo bolj jasen, da bo bolj, da bo manj manevrskega prostora za različne To vas procesne. morajo zdaj pripravljavci zakona Tako je. slišati. Mi smo že pravzaprav ob začetku mandata poslanskim skupinam poslali naše predloge za spremembo zakona, tako da upam, da jih bodo jemali resno. Kaj smo se naučili pri zadevi Bobnar? V prvi vrsti to, da je resnično zelo pomembno, da se, večkrat sem danes že povedala, funkcionarji zavedajo svojih dolžnosti, meja svojih pristojnosti. Nam so, ko je bila odločitev javno znana, očitali, da smo komisija za preprečevanje komunikacije, da smo predsednika vlade zreducirali na koordinatorja vlade in podobno. Mimogrede naj omenim samo, da zdaj o tem lahko javno govorim, zato ker je novinarka RTV na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja pridobila ugotovitve in jih tudi javno objavila. Razen tisti delo, ki smo jih morali prikriti zaradi interesov kazenskega postopka, tako da je zdaj vse v bistvu naš ta KPK-jevski del javno znan. Skratka, zakon o vladi je zelo jasen. Zakon o vladi je v resnici tisti, ki govori, da je predsednik vlade zgolj koordinator vlade, ni capo di banda v tem smislu, da komandira vse svoje ministre. To je tako imenovani nemški model, ampak ta del zakona o vladi se ni spreminjal več kot 20 let. Se pravi, takrat, ko v začetkih naše države, ko je bil razmislek o tem, kakšno državo si želimo, takrat je zakonodajalec rekel, ne, mi si želimo predsednika vlade, ki bo dejansko koordinator. Se pravi, on usmerja delo vlade, če pa želi usmerjati delo posameznega ministra, se mora pa vlada strinjati. Potem je pa to v bistvu z prakso se nekako razvodenelo in sploh v zadnjih par mandatih so predsedniki vlade bili vedno bolj direktorji in manj koordinatorji, če to v bistvu bolj po domače povem, ampak zakona pa niso spremenili. In mi smo tisti, ki gledamo, kako se zakon izvršuje. In se pravi, zakone je treba spoštovati. Če zakonodajalec meni, da je torej praksa drugačna, da Slovenija potrebuje drugačno funkcioniranje vlade, naj to določi, spremeni zakon o vladi. Ampak še enkrat spet potrebujemo razpravo, a nam je v redu sedanja praksa, ki vedno bolj gre v smeri tega direktorja, recimo, ali pa pač močnejšega predsednika vlade, ali bi si vendarle želeli bolj umirjeno funkcioniranje vlade. Skratka, šlo je za to, da predsednik vlade za uresničevanje političnih dogovorov, ki sta jih imela, bi za kakršnokoli, povpraševanje oziroma implicitno dajanje navodil potreboval usmeritve vlade. To, da je pa zadeva na sodišču, ni pa nič nenavadnega. Veliko naših ugotovitev, sploh ko gre za kršitev integritete, se potem, proti njim je vloženo pravni spor, se pravi, upravno sodišče je tisto, ki na koncu potem odloči, ali se strinja z nami, zadevo vrne ponovno odločanje, naše ugotovitev odpravi, kakorkoli. Greva naprej še proti koncu. Kako pa ste naslovili prijavo konflikta interesov predsednika Državnega sveta Marka Lotriča, ki je hkrati tudi predsednik koalicijske stranke Fokus? Da. Tukaj gre ponovno za to, kar sem ravnokar omenjala, za spoštovanje zakonov, kaj v zakonu piše ali ne. Kot je omenjal recimo tudi ustavni pravnik, moj profesor Grad, je tukaj zakon nedorečen. Nekaj je, kar se ljudem, javnosti zdi prav ali narobe, drugo pa je, kaj zakon določa oziroma ne določa. Ker v tem delu trenutno vlada pravna praznina, bomo mi to naslovili v sistemskih priporočilih o pripravi zakonov na način, da bomo priporočali, da se seveda ta pravna praznina na nek način zapre oziroma se očitno potrebujemo pravila tudi glede tega. In to je trenutno največ, kar lahko naredimo.
Pa še primer Zdravka Počivalška, ki je nedavno postal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospoda Janše. Je pa KPK pred leti, mislim, da če me spomin ne vaja, leta 2021, v okviru preiskav povezanih z nabavami zaščitne opreme pridobitelju Genplanet ugotovila kršitev integritete takratnega ministra za razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Kako komentirate potem tole? Ima kršitev integritete politika, ki zdaj opravlja pomembno funkcijo v kabinetu? Najprej bi rekla, to je tipičen primer, ki kaže na to, zakaj je ugotavljanje kršitev integritete pri KPK pomembno. Spomnim se pred leti, ko je pokojna Zenka Cerar, ko je bila generalna državna tožilka, rekla, vsaka svinjarija še ni kaznivo dejanje. Lahko sami dodamo, je pa vendarle svinjarija. To, kar se je dogajalo takrat pri nabavah zaščitne opreme, to v bistvu privilegiranje položaja določenega dobavitelja, to dejanje po mnenju tožilstva ni imelo znakov kaznivega dejanja, torej tožilstvo je kazensko ovadbo zavrglo. Če ne bi bilo kršitev integritete, bi bilo recimo temu uradno potrjeno, vse je bilo v redu. Pa kršitev integritete je tukaj ravno zato, da gledamo, ali so funkcionarji, osebe na položaju kršili zakon, pa to pač ni kaznivo dejanje. Se pravi, ni dovolj hudo, ampak je pa narobe. In komisija je pač tukaj rekla, ja, to je narobe. In zaradi tega Zdravko Počivalšek danes ne more biti v nadzornem svetu ali upravi SDH-ja, kot sem prej omenila, nadzornem svetu družb državni lasti. Lahko je pa državni sekretar za upravljanje državnega premoženja in če bo recimo zakon o demografskem skladu ali kakorkoli se bo ta zadeva že imenovala, izbrisal te določbe iz zakona o SDH, ki zdaj pač pravi, določa te sankcije za kršitev integritete, bo Zdravko Počivalšek seveda lahko tudi predsednik uprave demografskega sklada. In tukaj je pravzaprav ta odgovornost kot del integritete. Ali mi spoštujemo odločitve neodvisnih institucij, ali dejansko razumemo, kaj pomeni integriteta politične funkcije, ali jo dejansko živimo, ali na eni strani samo govorimo o integriteti, govorimo o tem, da smo proti korupciji, ampak za svojimi dejanji pa v resnici kažemo, da nismo tako zelo pripadni temu boju oziroma spoštovanju zakonov, kot bi bilo sicer sklepati iz naših besed. To je pravzaprav temelj integritete. Delaj to, kar govoriš, kaži z svojim zgledom, ne zgolj z besedami. Torej ravno ta zakon o SDH-ju in te določbe, če bodo notri ali ne, bodo lepo pokazali, kako resno misli tale vlada z korupcijo. Tako je. Mogoče čisto za konec še nekaj statistike iz poročila o delu KPK v 2025. Lani ste prijeli 57% več prijav kot leto prej, rešili pa 16% več, torej nekako statistika kaže v prid dviga zaupanja in pač teze, da je KPK nujno, da ostane kot samostojni organ. Res je, mislim, da smo pač vsi vemo, da je v preteklosti komisija doživljala spone in padce. Mislim, da smo končno prišli do položaja, ko javnost ponovno zaupa komisiji. Mi imamo veliko količino prijav, ki sicer niso naše pristojnosti, ampak v resnici iz njih se da sklepati, vsaj vi nekaj naredite, če noben drugi ne bo nič naredil. Se pravi, javnost nam daje to zaupanje, kar je izredno pomembno. Hkrati smo rešili več zadev, kar kaže na to, da smo učinkoviti. Bi pa morda za konec povedala še tole. Za nas so prijavitelji izredno pomembni. Če nimamo prijavitelje, ne moramo odkriti nič. Mi nismo policija in mi dejansko ne potrebujemo policijskih pooblastil v smislu hišne preiskave, zasega telefona, računalnikov in podobno, ker tukaj pri teh policijskih pooblastilih vendarle gre za poseg v ustavno pravico do zasebnosti. In ta je upravičena, ko gre za kazniva dejanja. Naši
recimo naše kršitve vendarle so drugačnega značaja. Ker pa mi lahko delujemo samo na podlagi pridobljenih dokumentov in prijaviteljev, je pa zelo pomembno, da res imamo prijavitelje, ki nam povedo, ki nam dajo dokumente, ki nam razložijo situacijo. Prijavitelji so pri nas anonimni, lahko se odda anonimna prijava, nam je pa sicer boljše, če prijavitelj do nas ni anonimen, kajti nas se noben prijavitelj ne rabi bati, da je prijavitelj z imenom in priimkom in s kontaktom, zato da mu mi lahko postavljamo podvprašanja, da raziščemo situacijo, ampak po zakonu o zaščiti prijavitelja pa navzven anonimen, noben ne ve, kdo to je, in prijavitelji nam lahko zaupajo, skrbno ravnamo z tem, kajti brez prijaviteljev mi zelo težko začnemo postopke. Ob tem pa sicer moram povedati, da tudi novinarji igrajo tukaj zelo pomembno vlogo, zelo veliko, recimo zaznav, prihaja tudi iz strani novinarjev. Najlepša hvala za gostovanje v tokratni epizodi Moč politike. Hvala za povabilo.